Thunder crashes, echoes deep. Nightmares linger, steal my sleep. Holding tight through stormy screams. Whispers say it's just a dream. But when the morning light comes through, the world feels empty, lost from view. My world, where'd you go? Little brother, I need to know. I'll follow the sun, chase the light, through the silence, through the night. No fear can stop me, no doubt remains. Love will guide me through the pain. Steps are hollow, voices fade, shadows dance where we once played. Lonely echoes empty. Zdaj pa probajmo. Zakaj podcast? V bistvu zaradi tega, ker bi rad malo promoviral svoje pisanje, hkrati pa literaturo, umetnost in posebne ljudi na splošno. Kateri medij ti je najbližje? Verjetno na koncu vseeno televizija, recimo. Glih mogoče zaradi podcasta, recimo, če tole lahko enačim. Kaj se ti zdi, da povezuje glasbo in literaturo? Mislim, že besedila v glasbi, ampak jaz si ne bi mogel predstavljati, da bi lahko živel brez enega ali pa brez drugega in to je tako povezano. Ne vem, ko pišem knjige, včasih najdem eno pesem, ki je popolnoma povezana s tisto knjigo, recimo Zavetišče in Candlemass, Bridge of the Blind, recimo. To je, čeprav je knjiga prej nastala, ko sem čul pesem oziroma začela nastajati, je popolnoma povezana. Če bi svoje življenje opisal kot bobnarski ritem, kateri bi bil? Nekaj makedonskega, z čudnimi ritmi, udarci in perkušeni od zadaj. Če bi tvoja zgodba, katera od tvojih zgodb, če bi oživela, katera bi bila najbolj nevarna? Nevarna? Je to verjetno Kalius, ker je v bistvu relativno slaba knjiga z zgodbo, za katero stojim sicer, ampak napisana je slabo, se pravi kaotična, čudna. Ja, ampak po drugi strani pa bi tudi Zavetišče rad videl mogoče v... No, ne. Upam, da ne v živo. Ne v živo, no, ampak čeprav se mi zdi, da smo na poti tja. Kaj ubija kreativo? Ne, da sovražim službo, niti slučajno, ampak ja. V bistvu, če si 10 ali več ur v službi, težko potem še kaj narediš od zadaj. Samo časovno, v bistvu, ne da je karkoli narobe s službami. Razumem. Kaj ti je dala glasba, česar ti literatura ni? To so pa drugi čuti. V bistvu me glasba bolj potegne v neko preteklost, kot pa recimo literatura. Če berem isto knjigo, ko sem jo bral, 20 let nazaj, Pika Nogavička, recimo, ko jo še vedno preberem enkrat letno, me ne odnese v čas otroštva, recimo. Medtem ko ena pesem, Maček Muri, recimo, me pa odnese nazaj, ko sem bil star 5 let ali pa še manj, recimo. To je verjetno to. Kakšen vonj ima dobra knjiga? Ali metaforično, ali dobesedno? Jaz bi rekel, recimo, ko si nekje zunaj v naravi, ne vem, na Uršlji gori in pride tak topel veter in prinese, ne vem, vonj po travi, po borovcih, po smrekah in je to en tak vonj po pustolovščini. Če bi lahko izumil nov knjižni žanr, kako bi se imenoval? Meni se zdi, da sem ga. Kalkizem? Ne vem, to pa težko vprašanje, to pa res nisem nikoli premišljal. Ko ni novi žanri, kaj sem, tako se mi zdi, da so vedno neka mešanica nekih preteklih žanrov, isto kar je tudi v glasbi, no, vse zadnje. Pojma nimam, bi se, v tistem trenutku, ko bi res izumil nekaj čisto novega, bi se verjetno odločil, ja. Umetna inteligenca, priložnost ali past? Bolj past, ampak je lahko tudi priložnost. Jaz je recimo nikoli ne bi uporabil pri pisanju, pri glasbi sem pa pravzaprav je že. Ne v smislu, da bi delal komade
ki bi rekel, izven tega, kar sem delal. Recimo pač 12 let nazaj sem napisal en album, ki nikoli ni bil uglasben, evo zdaj sem ga pa naredil preko umetne inteligence, da to pač, se pravi, moja besedila, moje melodije, ampak odigrano pa, kot da bi en profesionalc to odigral. Tako da, definitivno orodje, ki je za uporabo, ampak z dobro mero distance. Kot očetu 2 otrok, zakaj se ti zdi branje od mladih let pomembno? Glih zadnjič sem govoril o tem. Mislim, da je otrok, ki redno bere, oziroma se mu redno bere, je izpostavljen več kot 2 milijona 500 tisoč besedam, novim besedam na leto. Tako da že to, besedni zaklad, večja uspešnost, povišan IQ, če to obstaja. V glavnem, razen mogoče, če bereš pri temi, da si kvariš vid, vse ostalo so samo pozitivne lastnosti. Se strinjam. Hrana, ki je absolutno ne preneseš. Starejši, ko sem, manj sem zberčen, v bistvu, kar nekaj vse imam rad. No počakaj, koleraba, tisto, ko zgleda ko možgani, če jo skuhaš. Brokoli? Ne, Cvetača? Cvetača. Cvetača. Nikoli se ne morem spomniti. Cvetača, ne daj, ne prenesem, če daš veliko sira, gre je užitna, no. Kaj je najbolj meta stvar, ki jo skriva knjižnica? Mislim, poleg knjig. Kaj se vem, jaz vedno bom rekel, da so metalci v bistvu nežne duše, relativno, z v bistvu zelo poglobljenim načinom razmišljanja, se pravi, knjiga je najbolj metalska, kar je lahko, definitivno. Katero otroško knjigo priporočaš? Jaz sem še vedno Pika Nogavička fan. Dobro, to je mogoče že za malenko starejše, ampak kaj sem že po moje tam od 5 let naprej, to čisto deluje, sigurno. Ni šlo, če ne pa s prilagoditvami. Tako. Tako da Pika Nogavička, Piki Jakob, obvezno, to sem oboževal. Sploh njegovi padalci so bili tako dobri, ne vem zakaj, pa se bojim višine, recimo. Tako da, te dve mi zdaj padeta na pamet, to je to. Najbolj podcenjena knjiga, ki si jo prebral? Mislim, jaz bi rekel, kot sam avtor zdajle, je Miha Remec. In tudi njegova dela v bistvu, seveda so, niso za vsakega, sigurno ne, sploh pač mislim, da starejši od 16 let jaz to priporočam, vsaj 15, no, mogoče kaj više. Ampak on je bil legenda slovenske znanstvene fantastike, oziroma jugoslovanske znanstvene fantastike. Potem je pa precej poniknil, ker se je pač nekako svet obrnil proti erotiki, oziroma on je mogoče celo prestopil tole mejo erotike v svojih delih, ampak ne vem, kaj s tem narobe. Tako da ja, on. Zakaj se ti zdi, da se iz zgodovine nič ne naučimo? To je pa verjetno vprašanje za $1 milijon. Če bi imeli odgovor na to, bi v bistvu ne delali neumnosti, ki jih delamo. Mislim, da je 35 vojn zdaj uradno odprtih nekje po svetu, ena zelo blizu. Denar, verjetno denar. Če bi rekel prvi odgovor, v bistvu vse se dogaja zaradi denarja in ljudje delamo neumnosti zaradi denarja. Tako da, to bi rekel, da je to, no. Drugo pa, da ljudje ne berejo, ne. Če bi več brali, bi v bistvu ugotovili, da so ene stvari, ki so se že zgodile, se dogajajo ponovno in bi rekli, ok, mogoče pa stop, ne. Ne vem. Ali imaš kakšno knjigo, ki je kot kreš činela? Kratka, nenadna in te zavedno spremeni? Mislim, zdajle bom tek samo všečni spad, ampak v bistvu jaz mislim, da je Zavetišče glih to. Vem, da ne govorimo zdaj samo o moje knjigi, ampak kjere druge se ne spomnim. Ne, vse v redu. Ampak ja, Zavetišče jaz mislim, da je nekaj takšnega, no. Mislim, zdaj govorim stališča pisanja, ne, ko sem jo napisal, ja, je mi spremenila življenje, recimo. Ja, na boljša, na slabša, pač tudi naslednja knjiga je dokaj kratka, ampak spet druga zgodba. Najljubši izum človeštva? Ja, pisanje, pisava. Mislim, tudi najpomembnejši.
Pardon. Najbolj precenjen na svetu ustvarjalnosti. Ne vem, mogoče bodi to, kar si, nekako v tem smislu, kar da reče, ti samo iz sebe vrži neki, to je dobro do neke mere, ne moreš pa, kaj bi rekel, recimo, če bi ta nasvet dal nekomu, ki piše fantazijo, ti samo dej iz sebe v bistvu, kar pač hočeš, bi se zgodilo, da bi ta knjiga bila neka fantazija te osebe, ne pa knjiga, ki bi jo nekdo z veseljem prebral, kot da bi bral osebne fantazije nekoga. Ne? Da, ajde, na hitrico. Kaj se dogaja v tvojih možganih, preden se rodi ideja? A je to simfonija, kaos ali tišina? No, kaos. Definitivno kaos. Ne vem, včasih kar premišljujem o enih stvareh, to je bila pa dobra knjiga, pa v bistvu ugotovim, da ne bi bila, pa kar nekaj drugega pade na to mes, a to bi pa bila. In ja, tek so večina nastale. No. Kaos. Kaos. Če bi imela knjižnica en temni kotiček, namenjen samo tebi, kaj bi bilo na polici? Zdaj verjetno govorimo o knjigah. Ja. Ne vem. V bistvu, jaz mislim, da bi bila ena zbirka, po moje, enih knjig, ki sem jih že prebral, recimo, ker vse ostale najdem bolj druge oziroma kupim ali kakorkoli. Recimo, zdaj mi pade Karl May na pamet. Vem, da je šunt literatura oziroma tek je razlomljen ali pa v ta predal je vržen. Ampak recimo imel bi celo zbirko Mickey Muster, 100%. Vsa njegova dela, če je le možno. In to tiste rumene knjige. Nažalost, nekaj se nekaj posodil, pa so zginile in niso našle več poti nazaj. Ja, George Martin, Dostojevski cela zbirka, Tolstoj cela zbirka, da ne bom samo v tisti komerciali, recimo. Pa, lahko bi našteval. Neke trde police, da bi zdržali. Ja, bi kar mogla, ja. Kaj se ti zdi, da je največji mit o pisateljevanju? Avtorska blokada. To po moje ne obstaja. Je včasih težje pisati, sigurno, ampak glih takrat moraš. Zato da prebrodiš neko, jaz še vedno temu ne rečem blokada, to je v bistvu, pač ne ljubi se ti, ne? To je to. In recimo takrat stavki niso dobri, poglavja niso dobra, ampak jaz bi vseeno rekel, piši glih takrat, zato ker če boš to delal, se sploh ne dogaja več. Tako da, po moje, avtorske blokade v resnici ni. Če bi moral svojemu 20-letnemu jazu dati en literarno-bobnarski nasvet, kakšen bi bil? Oboje nehaj. Ne. Mogoče v bistvu bolj pametno, da pričakovanja naj ne bojo tako visoka, kot so bila takrat. Jaz sem glih tam pri 19 napisal Kalius in sem mislil, wow, to bo zdaj, kip zlat mi bojo postavili, 50 metrov velik ali pa kaj takega. In seveda ne zgodi se kaj, ko ti prvo knjigo napišeš, se ponovadi ne zgodi kaj, razen, ne vem, izjeme, kot je bil, ne vem, Vojnović recimo, ali pa Mojstrovina od knjige, tudi to je razlika, ne. Kalius je dal stran od tega. Tako da, če bi si dal ta nasvet, bi bil to, ja. Ne pričakuj preveč, lepo piši, uživaj in je to, kar zdaj delam, recimo. Zakaj knjižnica? Mislim, to je ena najpomembnejših ustanov v državi, ne. A lahko dam citat iz Društva mrtvih pesnikov filma. Ne bom se ga spomnil čisto redno, nazadnje sem ga prebral, je bilo lažje, ampak ne vem, medicina, poslovanje, v glavnem ene pari naštel teh, tako, to so zelo super poklici, nujni za preživetje, ampak poezija, romantika, branje, knjige, to so pa umetnost, to so pa stvari, zaradi katerih živimo, ne. Tako da knjižnica to ponuja v bistvu brezplačno vsem ljudem, ki pač živijo na nekem področju. Se pravi, knjige niso poceni, ne more si vsak privoščiti, ne vem, kupiti 10-15 knjig na mesec, še eno vprašanje in to je to. Namen, recimo, nekega pisatelja je pa to, da se knjige berejo. To je
tisto glavno. Super bi bilo, če bi jih prodal milijona, ne? Ampak že če jih kdo prebere, bom vesel. Hvala lepa. Hvala. Kaj je bilo fejst? Ej, to je bilo ful dobro. Zahtevno. Ne, ful je bilo dobro, samo jaz po moje preveč nabijam. Jaz te hočem to podvprašanj vprašati, ampak to ni point. Až ko začneš nekaj, jaz bi te še ono vprašala, pa še ono, ampak... No, Ja. meni je bilo ful dobro, Ja. no, mislim samo, a sem predolg.